večer. Dobar dan, mi bi zdaj začeli, ker je ura toliko. Meni so rekli, da vam predstavim tole našo inicijativo Živi in zdravi, ki je organizator te konference in tega srečanja. Začela bi s tem, da zdaj imamo rojstni dan. Ravno eno leto obstajamo in smo pravzaprav, ko smo štartali, zagadali na enem impulzu, ki je že bil v prostoru in se še posebej oblikoval v času tega zaklepanja in pandemije, ko so ljudje iskali stik drug z drugim in podporo. Tako da naša ideja je bila, da naredimo zavod, kateri bi spodbudil ljudi, da v lokalnih skupnostih ustvarjajo neke svoje mala srečališča, ki bi se srečevali. Lokalne skupnosti pomenijo lahko vas, lahko krajevno skupnost, lahko nekaj več ali nekaj manj. Skratka, neke prostore srečanja, ki bi se ljudje predvsem družili in vzpostavili prijateljske vezi. In cela ta, kako bi rekla, prijateljska podlaga bi služila temu, da eni druge podpirajo, tudi opolnomočajo v smer vzdrževanja zdravja. Torej v smer, da poskrbijo za svoje zdravje, v smer tega, da če imajo nekaj manjšega, ne letijo takoj do zdravnika, ampak poskušajo sami pozdraviti tisto, kar jih pesti. Torej, ideja naša je prišla pravzaprav iz Anglije, mi smo nekako to idejo samo povzeli in jo prilagodili našem prostoru. V Angliji so se ravno tako tri pogumne gospe vzele skupaj in v času, ko je za časa koronavirusa in zelo kmalu po pandemiji začel propadati zdravstveni sistem pri njih, so se pravzaprav vzele skupaj z sloganom od ljudi za ljudi, prostovoljci od ljudi za ljudi, in začele ustanavljati ene take skupnosti, ki so bile namenjene nekako podobnem namenu, da se ljudje družijo predvsem, da vzpostavijo stike, ki so prijateljski, ki so solidarni in da znotraj takšnega milija, takšne sredine, med sabo znotraj prijateljstva skrbijo za svoje zdravje. In to je cela ideja tega našega zavoda. Vsa ta srečališča naj bi bila avtonomna, naj bi se obnašala tako kot v njihovih skupnostih, jim najbolj ustreza. Tisto, kar je naše, je, da jim mogoče s spletno platformo pomagamo, da so povezane med seboj, da jim omogočimo, da ponudniki teh različnih storitev, ki so v smeri krepitve zdravja, različni homeopati, bioenergetiki, ki so v lokalnih skupnostih, da so vsi tam na naši spletni strani, ki lahko kliknejo na svoj kraj in vidijo, kdo obstaja v tem kraju. Naše je tudi, da eventualno ljudi podpremo s tem, da je kakšen mogoče predavatelj, ki jih zanima, ki ga mi lahko poznamo. Cela ideja je pa, da se vse dogaja prostovoljno in da je vse na temelju prijateljstva, na temelju medsebojnega zaupanja, prijateljstva, srčnih vezi, ne aktivističnih, to ni aktivistov in so aktivistične skupine, ki se borimo za nekaj, preprosto poskušamo podpreti drugega na področju zdravja. Tako, jaz mislim, da je to približno to. Imamo še kaj. Jaz bom dala besedo sedaj Marjani, naši povezovalki. In ona vas bo pozdravila in bomo začeli z predavanjem. Marjani, izvoli. Hvala lepa, hvala za besedo dr. Biljani Dušič, direktorici Zavoda Živi in zdravi, za tale uvodni nagovor in seveda za organizacijo te konference, da smo tule danes zbrani skupaj. Torej, živi in zdravi.
ali ne zveni to kot navdušen pozdrav, kot dobra motivacijska dobrodošlica vsem nam, ki smo danes tukaj, zato da odstremo skrivnosti naše prebave, da pobliže spoznamo črevesje. In zakaj prav njega? Ker skrbi za to, da smo siti, zdravi in zadovoljni. Tako je, tudi zadovoljni, duševno zdravi. V črevesju domuje večina našega imunskega sistema. V njem živi več kot 1000 različnih vrst bakterij, poleg virusov, gliv in raznih enoceličarjev. Kaj vse počnejo tam? Kateri so koristni v nenehni obrambi in kateri ne? Zakaj nekateri ljudje zbolijo, drugi ne, pa čeprav so bili oboji v stiku z nalezljivim virusom? Torej, odstrimo vse te skrivnosti in predstavimo program današnje konference. Začeli bomo s temo, kaj je črevesni mikrobiom, predstavila pa nam jo bo Urška Gajšek, direktorica medicine. Doktorica medicine, specialistka splošne kirurgije. Sledi predavanje Življenje Dušič, doktorice splošne medicine, raziskovalke ajurvede, indijske tradicionalne medicine z naslovom Povezanost mikrobioma z živčnim sistemom. Nato nam bo dr. Iva Lovšin-Kupman, diplomirana inženirka živilske tehnologije ter prehranska svetovalka, predstavila, kaj ruši ravnovesje in kaj krepi mikrobiom. Sanja Lončar, predavateljica, publicistka, urednica in raziskovalka, vsem nam najbolj znana po spletnem središču za zdravje.net ter kot avtorica izvrstnih priročnikov, kako v sodelovanju z naravo do celovitega zdravja, pa nam bo predstavila naravne rešitve za obnovo mikrobioma. Predavanjem bo takoj zatem brez odmora, približno ob 17:20 uri, sledila okrogla miza z naslovom Kako si lahko na naraven način pomagamo v primeru akutne črevesne okužbe. Nato pa ob 18. uri vabimo tudi vas tukaj v dvorani, da nam zastavite vprašanja, ki se nanašajo na naslovno temo. Svoje vprašanja, tako kot piše tule, nam lahko pošljete na elektronski naslov info@zivinzdrav.si, se pravi info@zivinzdrav.si. In sicer že kar sproti med predavanji. Kdor pa te elektronske povezave možnosti nima, pa brez skrbi, tudi vas še povabimo k besedi. Še dostop do internetne povezave, jo imamo na slajdu. Takoj bom z vami. Se pravi, uporabniško ime je prireditve, podčrtaj z velikimi dvojni V in L. Geslo pa je prireditve in z velikimi črkami CES. Še enkrat ponovim, uporabniško ime je prireditve, podčrtaj z velikimi črkami dvojni V L. Geslo pa je prireditve z velikimi črkami CES. Zadaj pri vratih je za vas na voljo promocijsko gradivo, koristne informacije in lepo vabljeni, prosimo, vzemite jih s seboj, hkrati pa vas tudi vabimo, da vstopite v kontakt z nami. Če želite prejemati novice nevladnega gibanja Skupaj za zdravje človeka in narave, se vpišite na njihov seznam, poslali oziroma obdarili ga z video napotki, kako sami razmnožujemo probiotične seve in kako pravilno naredimo 4K pripravek. O tem zvemo več na predavanju Sanje Lončar. Tudi
organizator Civilna pobuda, Zavod Živi in zdravi, vabi vse vas, ki vas zanimajo prihodnji dogodki oziroma aktivnosti srečališč Gibanja Živi in zdravi. Se želite gibanju pridružiti bodisi kot prostovoljci, bodisi kot ponudniki komplementarne storitve, bodisi da vas zanima kaj več o ustanavljanju srečališč, da jih kontaktirate. Zadaj je seznam, nujno pa obiščite še njihove spletne strani www.zivinzdrav.si. Verjemite mi, ne bodo vas pustile ravnodušne. Živ stik, kot vse bolj vemo, med nami je neprecenljiv in Gibanje Živi in zdravi nas povezuje. Je pravi mikroorganizem, ki nas spodbuja, da se zavemo svojih potencialov in da opolnomočeni odgovorno poskrbimo zase, za sočloveka in naravo. Srečališča se širijo po Sloveniji, zakaj jih ne bi ustanovili še morda v vašem kraju in si z drugimi izmenjali vedenje in znanje. Lahko tudi seveda povabite predavatelje, da tudi v vašem okolju spregovorijo o črevesnem mikrobiomu ali drugih aktualnih temah. Tudi zato vabljeni vzemite letake, ki so tam zadaj še enkrat, in jih razdelite tudi v svojem okolju, prijateljem in znancem. Toplo vabljeni. Zdaj pa kar k besedi vabim prvo predavateljico, doktorico Urško Gajšek, na temo, kaj je črevesni mikrobiom. Še na kratko jo predstavimo. Urška Gajšek je zdravnica, kirurginja, specializirana za področje kirurgije prebavnega trakta in klinične prehrane. Je specialistka minimalno invazivne kirurgije prebavnega trakta pri onkoloških bolnikih in bolnikih s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi z dodatnimi znanji na področju klinične prehrane. Oboje že 20 let uspešno uporablja pri vsakodnevnem delu z bolniki. Lep pozdrav še iz moje strani in če bi jaz se ukvarjam predvsem z kirurškim zdravljenjem bolezni prebavnega trakta. Samo moment, malo tukaj nas. Evo, takole, pa lahko začnemo. Takole, sem Urška Gajšek, ste slišali, ukvarjam se z boleznimi prebavnega trakta in sicer z njihovim kirurškim zdravljenjem in pa tudi s klinično prehrano. Če bi moje starše vprašali, kaj je v bistvu moje poklicno življenje, da bi ga lahko opisali z enim samim stavkom, bi rekli, preveč delaš in tvoja prehrana je daleč od optimalne. Kljub vsem znanju, ki ga sama imaš. Predvsem mojo mami vedno skrbi, kaj sem jedla, najbolj pomembno je pa, kdaj sem zadnjič jedla. In to lahko vemo, da je pač naše življenje nam sama služba kroji večkrat, s čim se bomo prehranjevali in kdaj se bomo prehranjevali. Črevesna mikrobiota je tema, ki jo lahko predstavimo na takšen zelo oddaljujoč način, saj se z njo ne vidimo v vsakdanjem življenju. Lahko pa jo pogledamo pobliže in nas prav preseneti s svojimi mavričnimi barvami. Najprej, da se bomo lažje razumeli, da razložim dva termina, ki jih bom uporabljala. Prvo je, govorimo o črevesni mikrobioti, to je združba vseh mikrobov, ki naseljujejo neko okolje, sem spadajo bakterije, virusi, glive, protozoje in pa o mikrobiomu, ki predstavlja genom vseh organizmov, ki živijo v nekem okolju. Naša mikrobiota je sestavljena od 3 do 5 tisoč vrst različnih bakterij, arahej in pa eukariontov. Več kot 150-krat več genov vsebuje mikrobiota kot človeški genom in povprečen človek ima v sebi 1 do 2 kilograma mikrobiote. Da vas malo spodbudim glede razmišljanja, čisto iz filozofskega stališča, ali v bistvu človek predstavlja samo
je samo gost v tem velikanskem mikrobiomu in da smo mi enostavno naše telo oziroma naš prebavni sistem preprosto vozilo, v katerem so te številni mikroorganizmi, ki nas naseljujejo. Na to bi rada, da si odgovorite ob koncu predavanja. Vsebina bo malo anatomije s histologijo, fiziologijo črevesja, sestava črevesne mikrobiote, kolonizacija, na kakšen način poteka in čisti pregled bolezni, na katere vpliva črevesna mikrobiota in kako lahko sami vplivamo na sestavo črevesne mikrobiote. Prebavno cev sestavlja požiralnik, želodec, tanko črevo, ki ga razdelimo na 3 dele kot dvanajstnik, začetni del je junum in končni del ileum in pa debelo črevo, v katerem se v bistvu dogajajo vse različne mikrobiotične funkcije. Sama funkcija prebavnega sistema je kot 3 glavne funkcije, ima kot prenos hrane, kot izločanje prebavnih sokov in vsrkavanje hranil, elektrolitov, vode, vitaminov, mineralov. Omenila bi samo, da izločanje prebavnih sokov, da si boste lažje predstavljali, povprečno velik človek na dan izloči približno 1,5 litra sline, prav tako 1,5 litra želodčne vsebine, potem se v tankem črevesu nadaljuje izločanje žolčnih kislin preko jeter, preko žolčevodov, ki jih je tudi okoli liter, in pankreatičnega soka oziroma soka trebušne slinavke z vsemi encimi, prav tako liter. Nato pridejo na vrsto še celice tankočrevesnih vijug, te izločajo 2 litra tekočine z vsemi prebavnimi sokovi in na koncu še debelo črevo. Na debelem sekrecijska funkcija, to pomeni izločanje celic debelega črevesa, je majhna, večinoma se izloča sluz, ki zaščiti same celice pred mikrobioto in tega je okoli 200 ml. Prebava se začne že najprej z vidom, potem z usti. Sama prebava hranil se začne v ustni votlini, kjer se začnejo prebavljati tako ogljikovi hidrati kot nekaj maščob. Nato se nadaljuje v želodcu. V želodcu se zaradi nizkih vrednosti pH se prebava ogljikovih hidratov in maščob upočasni oziroma se v bistvu preneha in se prične prebava proteinov oziroma proteinov. Nato se nadaljuje skozi tanko črevo, dvanajstnik, začetek tankega črevesa dvanajstnik, tam se izločajo encimi trebušne slinavke in pa žolčne kisline, tako da se sedaj ponovno vzpostavi prebava tako ogljikovih hidratov kot beljakovin nadaljevanje, kot tudi maščob. V tem delu se prične tudi z vsrkavanjem hranil, tako najprej lipidotopni oziroma maščobotopni vitamini, nato se nadaljuje z vodotopnimi vitamini in vsemi ostalimi hranili. To vsrkavanje se nadaljuje večino do samega začetka debelega črevesa, medtem ko debelo črevo ima večinoma, se pride do vsrkavanja samo tistih metabolnih ostankov hrane, tistih delov hrane, ki jih prej naše človeško telo ni bilo sposobno razgraditi. Če pogledamo najbolj aktiven del našega črevesa, pod elektronskim mikroskopom vidimo obilo raznih fimbrij, kot bi rekli, oziroma nitk, ki predstavljajo aktivni del črevesa, malo bolj shematsko pa vidimo različne velikosti, ki so najvišji, so te fimbrije oziroma resice, sluznice so najvišje v dvanajstniku, potem pa se postopoma manjšajo, medtem ko v debelem črevesu pa v bistvu nitk oziroma resic sploh nimamo več. Ostali del črevesa je zgrajen iz sluznice, potem je podsluznica, v sluznici so prisotne Peyerjeve ploščice, omenjam jih pa zato, ker so to velik del imunskega sistema organizma in o njih boste slišali potem v naslednjih predavanjih. V nadaljevanju pod sluznico imamo 2 plasti mišičnega tkiva,
in sicer krožno in vzdolžno, med njimi pa so prisotni živčni pleteži, imenujemo jih Auerbachovi pleteži, ki so odgovorni za našo peristaltiko oziroma gibanje črevesja in so del parasimpatičnega živčnega sistema. Medtem ko podsluznični pleteži, Meissnerjevi pleteži, so višje in so odgovorni, so tudi del parasimpatičnega živčnega sistema, so pa odgovorni za oživčanje vseh celic sluznice, tako za izločanje kot za tiste, ki vsrkavajo. Še prečni prerez, da si lažje predstavljate. Danes pa se bomo ukvarjali predvsem z mikrobioto. Sama mikrobiota je pa prisotna oziroma v največji meri prisotna v debelem črevesu in tam ima tudi največjo aktivnost. Sestava in kolonizacija glede na naš prebavni sistem, glede na različno okolje, ki ga imamo v prebavnem sistemu, se število bakterij oziroma, da rečemo, mikrobioma razlikuje glede na začetek. V samem želodcu, kjer je dokaj zelo nizek pH, tam imamo okoli 1000 gramov mikrobiote na sam količino, na sam gram prebav hrane oziroma vsebine. Potem se nadaljuje, se spremeni pH zaradi izločanja sokov trebušne slinavke in žolčnih kislin, postane bolj bazičen, se število mikrobiote poviša. Na začetku tam imamo celo najprej znižanje, ker je večja bazičnost, sicer tam od 100 do 1000 gramov, od 1000 enot mikrobiote na gram vsebine. Proti koncu tankega črevesa, tik pred debelim črevesom, pa imamo celo 1 000 000 enot mikrobiote na gram vsebine. V samem debelem črevesu pa se to zelo, zelo namnoži in na koncu pridemo tam do 1 biliona same mikrobiote na gram blata, da rečemo v zadnjem delu. Same mikrobiota večinoma oziroma od 99% vse mikrobiote je anaerobnih, kar pomeni, da živi brez kisika. Slikica predstavlja blato, ki ga vidimo pod elektronskim mikroskopom. Tako da vidimo, da je to res neka barvna mavrična vsebina. Katera mikrobiote oziroma po deblih, če gledamo biološko klasifikacijo, imamo 5 tistih glavnih debel, ki sestavljajo mikrobioto. Ene so Firmicutes, Actinomycete, Pseudomonote, Fusobacteria, Bacteroides in pa vse ostalo, kar zraven še spada. Pri zdravem človeku predstavljajo 3 glavni sevi, predstavljajo neko kot od 10 do 30% vse mikrobiote, in sicer Eubacteria rectale, potem Bacteroides in Faecobacterium prausicii, in vse to skupaj je okoli 70% vse mikrobiote pri zdravih posameznikih, so pa v različnih procentih razdeljene. Zavedati se moramo, da se ljudje med sabo ujemamo glede genomov okoli 99%, še celo več, skoraj 100%, medtem ko se pa sama naša mikrobiota ujema samo v 20%. V sami mikrobioti je skritih 3,3 milijone genov, medtem ko v samem človeku samo gledamo 20 000. Kako v bistvu človek pride v stik s vsemi temi mikroorganizmi? Najprej v samem med nosečnostjo od matere. Kadar pride do vsrkanja oziroma pitja amnionske tekočinice, se začne potem počasi mikrobiota inkorporirati v prebavni sistem. Ob samem porodu je otrok glede na način poroda v stiku z materinom mikrobioto in se v bistvu okuži. Glede na tip poroda imamo vaginalni porod oziroma carski rez, pride v stik z različnimi mikroorganizmi in na to, glede na vsa zdravila, vso prehrano, ki jih dobiva,
okolje, kjer živi, neke genetske predispozicije, pride do maksimalnega razrasta mikrobiote tam med 2. in 3. letom starosti. Zavedati se moramo, da je v bistvu črevesna mikrobiota samo podaljšana roka vsega okolja, ki se ga človek dotakne. Sam presnovni pomen črevesne mikrobiote je na 2 delih, sicer predvsem na biokemijskih poteh, ki jih sam človek za presnavljanje ni razvil. To se gre predvsem za tiste neprebavljive dele hrane, ki pridejo iz tankega črevesa v debelo črevo. To so kompleksne vlaknine, potem pride tudi do razne sinteze vitaminov, predvsem vitamina K, B12, folne kisline in zelo pomembna je sinteza kratkoverižnih maščobnih kislin. To so acetat, butirat, propionat in še ostale, ampak te so najpogostejše, ki delujejo zelo zaščitno za same celice črevesne stene. Kot sem že na začetku omenila, celice kolona oziroma debelega črevesa izločajo večjo količino sluzi, mucina, ki deluje zaščitno pred vdorom mikrobiote iz centralnega sistema. Saj samo črevesno mikrobioto razdelimo glede na lokacijo, in sicer, če vzamemo centralni del, kjer se izvaja celotni fermentacijski del, kjer je v bistvu blatni del, tam je največje razmnoževanje. Potem, če gremo proti črevesni steni, je prehodni del, razredčen del, v katerem je nekaj sluzi, večinoma pa so večja količina vode, in nato na koncu na samih sluznicah debelega črevesa je sluz, ki je prava zaščita epitelija celic in zaščita pred vdorom mikrobiote v naš človeški sistem. In bolezni, na katere vpliva črevesna mikrobiota, v bistvu v zadnjih časih je to postala izjemno moderna tema tudi v klasični medicini in skoraj da ni bolezni, ki je ne bi omenjali v zvezi z mikrobioto. O tem boste sicer slišali kasneje, jaz bi samo omenila neke osnovne stvari, s katerimi se v zadnjih letih močno ukvarjamo. Vemo, da je debelost bolezen sodobnega časa in da res mikrobiota vpliva. Mikrobiota debelih ljudi je drugačna kot mikrobiota vitkih in predvsem gre se za povečano absorpcijo monosaharidov v debelem črevesu. To pomeni, da imajo v bistvu boljši kalorijski izkoristek hranil, prav tako se jim imajo večjo tendenco shranjevanja kalorij v maščobnem tkivu in manjšo oksidacijo v samih mišičnih tkivih, kar pomeni, da porabijo manj energije in so bolj nagnjeni k temu, da se energija nalaga v maščobnem tkivu. Zelo pomembne so kratkoverižne maščobne kisline, ki vplivajo na samo tudi hormonsko regulacijo hormonov in peptidov, ki jih naše telo izloča in vplivajo na občutek sitosti in lakote. In pri debelih ljudeh so opažali visoke vrednosti mikrobiote iz debla Firmicutes ter znižane vrednosti Bacteroides. Medtem ko potem, ko so ljudje shujšali, se je to razmerje celo obrnilo. Druga bolezen sodobnega časa je sladkorna bolezen. Obstajata 2 tipa. Prvi tip je kot tip 2, katerega imajo večinoma debeli ljudje, to je tudi bolj gensko pogojeno. In za tip 2 je značilno, da je to v bistvu kronično vnetje. Kronično vnetje je poveča se število vnetnih celic v samih jetrih, v mišicah, v maščobnih tkivih in tudi celotno telo ima manjšo občutljivost na inzulin. To pomeni, da potrebujejo celice večje koncentracije hormona, zato da bi lahko izkoristila hranljiva. Pri teh je tudi porušeno razmerje med Firmicutes in Bacteroides. Potem imamo pa drugi tip sladkorne bolezni, to pa je avtoimuni tip, pri katerem pa pride do uničenja beta celic trebušne slinavke, ki so tiste celice, ki izločajo inzulin, ki je potreben za absorpcijo glukoze v same celice. In s tem se začetek, sicer mehanizma popolnoma še ne poznamo, začetek pa je povezan s povečano prepustnostjo črevesnih celic.
in potem lahko tudi mikrobiota z večjo količino samo vstopa v sam naš človeški sistem in pride do postopnega okvarjanja, predvidevajo pač beta celic trebušne slinavke. Druga oziroma tretja takšna enota, s katero se vedno bolj ukvarjamo in ki je tudi vedno bolj poudarjena kot bolezen sodobnega časa, je kronična vnetna črevesna bolezen. Sem spada predvsem Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis in pa tudi neke vmesne variante, ker žal pri nekaterih ljudeh ne moremo točno določiti, za kateri tip gre. Razlika med njima je velika. Crohnova bolezen lahko prizadene celoten prebavni sistem, to pomeni od ust do konca prebavnega trakta, medtem ko ulcerozni kolitis je omejen samo na debelo črevo. To pomeni, da je teoretično oziroma praktično tudi ulcerozni kolitis bolezen, ki jo lahko s kirurškim posegom pozdravimo. Problem je pri kroničnih vnetnih črevesnih boleznih predvsem prekomerna aktivnost imunskega sistema, prekomerna aktivnost T celic, in kar je pa tudi povezano z slabo zaščito mukoznega sloja, debelega črevesa in tudi tankega črevesa, večjo propustnostjo in večjega vnosa mikrobiote v sam sistem črevesa. Na hitro še omenim rak debelega črevesa in danke, tudi o tem se vedno bolj pogovarjamo, da so verjetno tudi vzrok same bakterije. Dokazano pa je, da je ta rak želodca tudi posledica okužbe, aktivne okužbe z bakterijo Helicobacter pylori. Pomembno je, da mi ohranimo ravnovesje, ker so vse bolezni nastanejo zaradi tega, ker si ravnovesje porušamo. In kako lahko vplivamo na črevesno mikrobioto, o tem boste slišali na kasnejših predavanjih. Jaz bi samo omenila še možnost fekalne transplantacije, ki jo sicer uporabljamo za zdravljenje hudih okužb z bakterijo Clostridium difficile od leta 1958. Je zelo, zelo učinkovita metoda in enkratna transplantacija tega v bistvu fecesa zdravega človeka, ki je posebej pripravljen na poseben način, pomaga, da se ta zdrava mikrobiota razširi v črevesju bolanih ljudi in je aktivna vsaj en mesec. V naši najbližji okolici mi sodelujemo z bolnišnico na Reki. Tako da lahko ohranimo oziroma zopet vzpostavimo ravnovesje, zaradi tega, ker je treba vedeti, da že, bom rekla, tudi oče kot nekih probiotikov oziroma gospod Ilija Menčikov je že sam rekel, da večinoma bolezni se začne v prebavnem traktu takrat, kadar dobre bakterije niso več sposobne nadzorovati slabih bakterij. In če se vrnemo na tisti čisto prvotni oziroma začetni slajd, moj odgovor je, da lahko vsakdo vpliva na svojo mikrobioto, potrebno je pa vedeti, da je potrebno ohraniti sožitje med gostiteljem in mikrobioto ter med samimi mikrobi v mikrobioti. In naslednja pričakovanja so, da bo vedno bolj postajal vzorci blata kot nekaka mikrobiološka diagnostična preiskava, ki nam bo pomagala pri nadaljnjem zdravljenju in diagnosticiranju bolezni. Že sam Hipokrat je rekel, da tudi vse bolezni izvirajo iz črevesja. Hvala lepa. Dr. Urški Gajšek za izčrpno predstavitev zgradbe naših prebavil in te velikanske zbirke mikroorganizmov črevesne mikrobiote. Hvala lepa.